Živi na vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koter sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prozval vsak, neurakle sosed bo mejak. Da rojak prozval vsak, neurakle sosed bo, neurakle sosed bo mejak. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, spoštovani nagrajenci, dragi prijatelji občine Grad. Iskreno in iz srca dobrodošli na slavnostni seji ob 26. občinskem prazniku občine Grad. Današnji dan je več kot praznik. Je dan, ko se ustavimo, da z iskreno hvaležnostjo pogledamo na prehojeno pot, se ozremo okoli sebe in prepoznamo ljudi, ki vsak dan soustvarjajo našo občino, ter z zaupanjem in pogumom zremo v prihodnost. Občinski praznik je praznik vseh nas. Praznik ljudi, ki si svojim delom, srčnostjo, znanjem in medsebojno pomočjo ustvarjate kraj, v katerem živimo. Danes še posebej lepo pozdravljam županjo občine Grad, gospod Cvetko Ficko. Slavnostno govornico, poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Andrejo Katič. Člane občinskega sveta, župane, podžupane ter predstavnike sosednjih občin, letošnje in vse dosedanje prejemnike občinskih priznanj, predsednike vaških odborov, predstavnike javnih zavodov, društev in drugih organizacij, evangeličansko duhovnico gospo Simono Prosič Filip, vse povabljene goste ter vse vas, drage občanke in občani, dobrodošli. Vsaka občina ima svoje ceste, ustanove, toda tisto, kar občino zares naredi veliko, niso zidovi, temveč ljudje. Našo občino sestavlja 7 čudovitih vasi. Vsaka ima svojo zgodbo, svojo tradicijo, svoje ljudi. Kot kamenčki v mozaiku smo vsak po svoje drugačni, a šele skupaj ustvarimo podobo naše občine. Občino gradimo vsi. Gradijo jo pridne roke kmetov, gradijo jo gasilci in prostovoljci, gradijo jo učitelji, duhovniki, podjetniki, športniki, kulturniki, obrtniki. Gradijo jo mladi s svojimi sanjami in starejši s svojo modrostjo. Vsak prispeva delček sebe. Tako so razvoj občine ne meri samo v novih cestah, obnovljenih stavbah ali uspešno izpeljanih projektih. Pravi razvoj se skriva v srcih ljudi. V iskrenem pozdravu, v prijateljstvu, zaupanju in miru. Današnjo slovesnost bo najprej obogatila Teja Avguštin z deklamacijo posvečeno naši občini, letošnjemu prazniku in domačinom. Teja, izvoli.
Dolnji Slaveči, srce praznovanja. Danes praznuje naša občina, veselje odmeva na vse strani. V Dolnjih Slavečih smo se zbrali, da skupaj počastimo domače ljudi. Občina Grad je naš ponos, kraj zelenih gozdov in rodovitnih pol. Tu domujejo pridne roke, srčna beseda in iskrena smeh. Spoštujemo delo naših prednikov, njihovo vztrajnost in pogum. Na teh temeljih gradimo prihodnost, polno upanja in novih poti. Naj nas povezuje spoštovanje, medsebojna pomoč in prijateljstvo. Naj občina Grad še dolgo uspeva, naj bo dom srečnih ljudi in mladih sanj. Ob občinskem prazniku iz srca voščimo. Naj v naši občini nikoli ne zmanjka veselja, ponosa na domači kraj in ljubezni do naše prelepe občine Grad. Hvala, Teja. Tvoje besede so nas spomnile, da ljubezen do domačega kraja raste že v otroških srcih. Prav mladi so naše največje bogatstvo in najlepše zagotovilo, da bo občina Grad tudi v prihodnje kraj dobrih ljudi, odprtih src in velikih dejanj. Naj bo današnji praznik predvsem praznik hvaležnosti. Hvaležnosti vsem, ki so skozi leta soustvarjali razvoj naše občine. Hvaležnosti vsem, ki so s svojim delom bogatili življenje skupnosti. Sedaj pa vabim k slavnostnemu nagovoru županjo občine Grad, gospod Cvetko Ficko. Prosim. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovana poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, kolegi župani, spoštovani svetnici in svetniki v občinskem svetu, spoštovane sodelavke v občinski upravi, sodelavci v režijskem obratu, spoštovani gostje, prisrčno dobrodošli na naši 26. slavnostni seji. Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij iz leta 1994 je bil podlaga za ustanovitev novih občin. Tako smo leta 1994 imeli 147 občin, danes jih imamo 212. Zakaj navajam ta podatek? Zato, da povem, da je ta zakon z možnostjo ustanovitve manjših občin omogočil razvoj tudi vseh tistih krajev, ki so oddaljeni od centrov. Tako državna proračunska sredstva pridejo tudi na oddaljeno podeželje, kjer občine vedno skrbno načrtujemo razvoj in omogočamo našim občanom, da so deležni vsaj malo tistega, kar imajo večje oziroma velike občine. Vsakoletna priprava proračuna zahteva skrbno načrtovanje investicij in medsebojno usklajevanje, saj prejeta finančna sredstva v celoti ne zadostijo vsem potrebam na terenu in poravnavi vseh zakonsko določenih obveznosti. V proračunu pa vedno zagotovimo sredstva tudi za delovanje društev, pa naj se bodo to na področju gasilstva, športa ali kulture. Društva so tista gonilna sila v lokalni skupnosti, ki s svojim delovanjem skrbijo za dogodke in prireditve, ki povezujejo ljudi v sproščenem duhu. Prav tako zagotavljamo tudi sredstva za področje kmetijstva in podjetništva. Nekaj sredstev zagotovimo tudi mladim družinam v obliki subvencioniranja ekonomske cene vrtca in denarno pomoč pri reševanju stanovanjskega problema. Pokrivanje zakonsko določenih obveznosti pa ima prednost pred vsemi ostalimi potrebami in željami. Minila je dobra polovica leta in nekatere investicije smo že zaključili, kot je to sanacija brežine v Radovcih, izgradnja mostu v Vidoncih, asfaltiranje ceste v Kropilniku, namakalni sistem na igrišču pri Gradu ter druga manjša sanacijska dela na cestah, ki so bile posledica neurja iz avgusta leta 2023. Pristopili smo k sanaciji plazu v Bežanovi grabi pri Gradu.
Na sanaciji plazov nas v naslednjih letih čaka še veliko dela, kot je pridobitev ustrezne dokumentacije in potem sama sanacija. Trenutno se tudi izvajajo dela na obnovi ograje in stopnic na pokopališču pri gradu. Prav tako teče postopek spremembe prostorskega načrta. Delavci, zaposleni v režijskem obratu, pa dnevno skrbijo za izgled naših naselij, vzdržujejo javne poti, pokopališča in druge nepremičnine v lasti občine. Posebej pa sem zadovoljna, da se realizira naša največja investicija, to je izgradnja prizidka vrtca pri osnovni šoli. Dela bodo dokončana do jeseni naslednjega leta in naši najmlajši, kakor tudi zaposleni, bodo deležni primernih prostorov za varstvo in vzgojo. Ob vsem tem pa mi je največje veselje, da smo s strani države pridobili denarna sredstva za izgradnjo in tako bo posledično v naslednjih letih možno planirati razvoj tudi naprej. Ob praznovanju se spomnimo vseh tistih občank in občanov, ki so s svojim delom še posebej prispevali k razvoju in prepoznavnosti naše občine, ne glede na področje njihovega delovanja. Vsak uspeh posameznika ali društva je tudi uspeh vseh nas. Zato iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem dobitnikom priznanj z željo, da s svojim delom, predvsem pa z zgledom, ustvarjajo še naprej. Spoštovane občanke, spoštovani občani, letos zaključujem svoj zadnji mandat. Še kako živ je spomin na tisto jesen leta 2014, ko sem s podporo družine in z nagovarjanjem precejšnjega števila občanov odločila, da kandidiram na lokalnih volitvah. Vodenje občine ste mi zaupali 3-krat. Priznati moram, da so mi izkušnje iz prejšnjih zaposlitev velikokrat pomagale pri sedanjem delu, a brez pomoči vas, spoštovane občanke in občani, pomoči direktorice in sodelavk v občinski upravi ter zaposlenih v režijskem obratu mi ne bi uspelo. V tem obdobju smo veliko tega uspeli realizirati, pa naj naštejem samo nekatere investicije. Ponovna izgradnja Vulkanije, ki je decembra 2014 pogorela. Izvedli smo tudi prvi rondo na lokalnih cestah na Goričkem. Dokončali smo izgradnjo vodovodnega omrežja. Vseskozi smo skrbeli za sanacijo cestne infrastrukture. Skoraj je dokončana tudi izgradnja optike. V Lekarno Grad smo omogočili dostop gibalno oviranim osebam. Sprejet je bil tudi občinski prostorski načrt, ki se sedaj že spreminja. Posebej pa sem ponosna, da smo sprejeli grb in zastavo občine, 2 simbola, ki krepita pripadnost lokalni skupnosti. Zgradili smo tudi primerne prostore za naše zaposlene v režijskem obratu in njihovo mehanizacijo, saj so predhodno bili locirani v neprimernih prostorih v stari šoli pri Gradu in Vidoncih. Tako sta stara šola pri Gradu in Vidoncih primerni nepremičnini za planiranje investicij v prihodnosti, pa naj se bojo to različne storitvene dejavnosti oziroma turizem. Prav tako smo pridobili tudi novi zbirni center za odpadke, ki našim občanom omogoča primerno zbiranje in ločevanje odpadkov. Sofinancirali smo tudi nakup 2 gasilskih cistern. Ob vsem tem boste lahko prebrali in ste že prebirali v občinskem glasilu. Spoštovane občanke in občani, drage sodelavke in sodelavci, iskrena hvala za vse. Ostanimo prijatelji. Pogumno in uspešno naprej, Občina Grad.
Današnji praznik je tudi praznik vseh generacij. Mladi so naša prihodnost, starejši so naše korenine. Med njima pa nastaja most spoštovanja, sodelovanja in ljubezni do domačega kraja. Prav to nam bodo sedaj s plesom in ljudskim izročilom pokazali naši najmlajši. Na oder vabim folklorno skupino Grajski duhci osnovne šole Grad pod mentorstvom Helene Poznič-Kos ob glasbeni spremljavi Tomislava Korosca. Predstavili se bodo s pletom, mi pa se igramo.
pa brez para. 1, 2, 3, ves padneš ti. Adijo. Ringa, ringa, raja, ti se pa brez para. 1, 2, 3, ves padneš ti. Adijo. Ringa, ringa, raja, ti si pa brez para. 1, 2, 3, ves padneš ti. Adijo. Idemo mi v tudi. Iskrena hvala s pesom in pesmijo, otroško razigranostjo ste nas spomnili, kako pomembno je ohranjati bogato kulturno dediščino naših prednikov. Vsaka generacija pusti svoj pečat. Ena gradi temelje, druga nadaljuje začeto, tretja ustvarja nove poti. Tako nastaja občina, ki spoštuje svojo preteklost, živi sedanjost in pogumno zre v prihodnost. Sedaj pa z velikim veseljem vabim slavnostno govornico današnje slovesnosti, poslanko Državnega zbora, gospo Andrejo Katič. Izvolite. Spoštovane občanke in občani, spoštovana županja, vsi visoki gostje iz drugih občin, spoštovani najmlajši, tisti, ki danes organizirate to prireditev, krajanke in krajane iz te vasi, naselja. En lep pozdrav, če si lahko privoščim, seveda mojim nekdanjim sodelavcem, gasilcem, tudi predstavnikom veteranskih in drugih domoljubnih organizacij. Vesela sem, da sem danes tukaj z vami in mi je v čast. Zdaj, ko sem dobila povabilo županje, ali lahko pridem sem k vam v občino Grad, sem to takoj z veseljem sprejela. Pa naj vam povem, zakaj. Ob meni v parlamentu sedi poslanec Damjan Zrim, ki velikokrat govori o svojih domačih krajih. In ko poslušam njegove besede, izžarevajo ljubezen, razumevanje, vidi se, da ima rad te kraje. Predvsem pa se vidi, da živi med dobrimi ljudmi in rekla sem takoj ja, ker si želim tudi jaz vas poznati. Ko pridemo iz Ljubljane, ne pridemo sem k vam zaradi tega, da bi zdaj tukaj govorili neke visoke leteče besede, saj jaz sama ne. Pridem k vam zaradi tega, da mi vi kaj poveste, da se od vas kaj naučim, predvsem pa, da dobim dodatne izkušnje, ki mi lahko pomagajo še bolje opraviti delo, ki ga opravljam. Sama prihajam iz Velenja. Malce je drugačna pokrajina, malce smo drugačni ljudje, ampak tako kot je županja povedala, tudi zame je bilo leto 2014 prelomno leto. Prej sem bila več kot 20 let direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje, tako da dobro vem, kaj izgleda lokalna samouprava in kako pomembna je delovanje občine in skupnosti. In strinjam se s tem, kar je bilo v uvodoma povedano. Lahko imamo zadove, lahko imamo zelo lepo naravo, ampak vsebino, utrip, predvsem pa, ko ljudje pridejo v te kraje, k vam ali k nam, pa dajemo ljudje. Vsak od nas daje tisto, ali se bo človek počutil dobro, ali pa bo šel kar mimo in poiskal boljše kraje. In tukaj, na vašem koncu, lahko rečem samo, da sem se vedno počutila zelo lepo, da ste gostoljubni, prijazni, da imate odlično hrano in predvsem, da nimate niti ne dlake na jeziku, ko je potrebno tudi kaj konkretno in ostro povedati, kaj vse delamo na naših koncih v Ljubljani narobe. Naj iskreno čestitam županji. Vse nekateri rečejo, da so 3 mandati dolga doba, ampak glede na to, da vem in da poznam delo občine do obisti, če lahko tako rečem, da vem, kako težko je pripraviti projekte, dobiti sredstva za sofinanciranje in jih potem tudi izvesti, vem, da je bilo opravljeno velikansko delo, tako da županja čestitke tebi, če lahko rečem na ti in tvoji ekipi. In lahko si samo želite, spoštovani in spoštovani, da se to vrstno delo z neko kontinuiteto tudi nadaljuje. Vidi se tam večji razvoj, kjer v bistvu občina gradi na kontinuiteti in izvaja svoje zadane naloge. In kar se mi zdi še posebej pomembno, je to, da ne pride neka ideja,
kaj bomo naredili v občini od nekje druge ali pa od samo enega človeka. Mogoče prva ideja, ja, ampak pomembno se mi zdi to, da se o tem, spoštovane občanke in občani, pogovarjate. Da potem vsi poenotite to idejo in da si vsi skupaj prizadevate tudi za to, da se potem posamezne investicije, naj si bodo v infrastrukturo ali v ljudi, tudi uresničijo. Kajti težko je delati in niti ni prijetno in ne fajn, Vkolikor imaš na eni strani nekoga, ko ti vse skozi na našem koncu rečemo, meče polene pod noge, ti pa si želiš delati samo dobro. In če je neka ideja o razvoju občine sprejeta v skupnosti, potem jo z veseljem tudi udejaniš in jo lažje udejaniš. Tako da mene veseli predvsem to, da ste dobili sredstva za sofinanciranje vrtca, to je velik dosežek. Še bolj me pa veseli to, ko sem vprašala, koliko otrok imate tukaj. Vemo, da se slovensko podeželje nekoliko izpraznjuje, ampak pri vas pa število otrok raste. Tako da mladi fantje in deklete, čestitke. Rada pa bi mogoče vsem povedala neko sporočilo ob tem občinskem prazniku. Seveda, iskrena čestitka vsem nagrajencem letos in vsem vam, ki nekako pišete utrip vaše lokalne skupnosti. Ampak pomembna je skupnost, pomembno je povezovanje, pomembno je sodelovanje. Ja, lahko imamo različna mnenja, ampak usedimo se za mizo in se pogovorimo kot neki normalni ljudje. In če me kdaj žalosti, me žalosti to, ker prihajam iz lokalne skupnosti, iz občine, tam smo se usedli, smo se zmenili, da je na državnem nivoju tako veliko različnih potikanj, tako veliko nekako, da se med nas želi sejati razdor. Na terenu, v vseh lokalnih skupnostih, v krajevnih skupnostih ali mestnih četrtih v večjih občinah, ko prideš med ljudi, so ljudje povezani. Če ne bomo drug drugemu pomagali, če ne bomo gradili dobre soseske, potem bomo vsi nekako malce bolj nesrečni. In ne vem, zakaj tega duha, tega povezovanja iz lokalnih skupnosti, iz občin, ne uspemo tudi uspešno prenesti na državni nivo. Kajti tako kot občino, tudi državo, tvorimo mi ljudje. In če je večina prebivalstva v državi zadovoljna, povezana, sodeluje, potem vsi tisti, ki pridejo k nam, dobijo tudi dober vtis in pripeljajo še druge turiste, gospodarstvenike, športnike in samo želim si, da bi to, kar imate na lokalnem nivoju, lahko uspešno prenesli tudi na državni nivo. In če kaj, smo ponosni na športnike, smo ponosni na kulturnike, smo ponosni na gospodarstvenike, tako kot je bilo povedano, utrip mestu, lokalni skupnosti, državi dajemo mi, ljudje. Od nas je odvisno, ali bomo rekli ja politiki povezovanja, solidarnosti, tovarištva ali politiki razdvajanja. In jaz vem, da na lokalnem nivoju si vsi želimo seči drug drugemu v roko in skupaj ustvarjati dobre in uspešne projekte. Naj v bistvu zaključim z tem. Želim si, da imate dobro vzdušje in uspešne projekte tudi v prihodnje. Jaz priznam, da sem bila kar malce razočarana, ko sem županjo vprašala, a resno ne misliš več kandidirati? Pa pravi, da je za to kriv mož, ker je že v pokoju in bi mu rada delala družbo. Ampak vseeno, izbirajte modro, tudi vnaprej, ljudi, ki znajo povezovati, ki seveda lahko tudi kdaj izrazijo kakšno kritično misel, ampak važno je, da se spoštujemo, da smo solidarni, tovariški in da skupaj delamo lepo občino, lepo skupnost in lepo državo. Preveč hudega je okoli nas po svetu. Vidimo, kako divjajo vojne v neposredni soseščini. Vidimo, kako se dogajajo takšne in drugačne stvari z begunci, z migranti in vsega ostalega. In od nas je odvisno, spoštovane in spoštovani, ali bomo razvijali Slovenijo in vsako posamezno skupnost v smeri, kjer bomo ljudje znali skupaj živeti v sožitju, ali pa bomo
imeli tisto stalno slovensko fašijo, ko rečejo kakorkoli, že pa delali vsak malce zase. Skupaj, povezani, tako kot tukaj pri vas, z roko v roko tudi z poslancem Damjanom. Mislim, da lahko pripeljete veliko dobrih projektov tudi v vaše kraje. Do sedaj vam je uspevalo in jaz si samo želim, da bo tako uspešen razvoj tudi v prihodnje. Želim vam iskreno praznovanje vašega občinskega praznika. Lepo, videla sem, da imate cel avgust, cel kup prireditev. Verjamem, da ste boste imeli zelo, zelo lepo. Danes ste poskrbeli za izdatno vročino, to ja, ampak so mi povedali, da je poletje in da moram to tudi pričakovati, da bomo pa potem kak mrzo špricer spili. Kakorkoli, lepo praznujte, bodite drug drugemu tovariš, prijatelj, solidaren, pomagajte, ko kdo pomoč potrebuje, nikoli ne veste, kdaj jo bomo potrebovali sami, predvsem pa negujte skupnost. Premalo rečemo, da smo pomembni vsi mi, ne samo uspeh posameznika ali pa da nekdo sam teži samo za to, da bo čim prej obogatel in imel odlično službo. Ker nazadnje, če ne bo živel v prijetnem okolju, ne bo srečen. Bodimo srečni, bodite srečni. Iskreno, še enkrat čestitke, lepo praznovanje in iskrene čestitke tudi vsem nagrajenkam in nagrajencem ob lepem vašem občinskem prazniku. Hvala vam, hvala županja, da ste me povabili in tako kot sem rekla, v čast mi je in upam, da bomo lahko potem tudi poklepetali, da boste povedali, kaj vse je potrebno pa tam v Ljubljani spremeniti. Hvala in srečno. Najlepša hvala, poslanka, za spodbudne besede in želje, naj bodo vseme za prihodnost. Ko svoje talente podarimo skupnosti, nastaja občina, kjer ni pomembno, kdo je večji ali pomembnejši, ampak da vsak prispeva svoj delček v mozaik. Prav glasba ima to čudovito moč, da povezuje ljudi brez besed. Zato vas vabim, da prisluhnemo domačim mladim harmonikarjem. Predstavili se nam bodo Vito, Julija in Klaudija. Pravijo, da so oni slavečki trio. Današnja slovesnost nas povezuje v skupni želji po miru, medsebojnem spoštovanju in blagoslovu za našo občino ter vse ljudi, ki v njej živimo. Zato sedaj k besedi in blagoslovim vabim našo evangeličansko duhovnico, gospo Simono Prosič Filip.
Cenjena gospa županja, upam, da ne izgovarjam teh besed zadnjič tu v Prekmurju, da bo še kakšna ženska prišla med nas z vsemi svojimi sodelavci, tudi z občinskim obratom in s vašimi sodelavci, torej spoštovane občanke in občani, krajani, krajanke iz Dolnjih Slaveč, dragi in cenjeni gostje. Najprej vas lepo pozdravljam in to v mojem lastnem imenu, kakor tudi v imenu župnika Aljaža, ki da se današnje slovesnosti zaradi drugih obveznosti žal ni mogel udeležiti. Prosi, da sprejmete njegove nadvse iskrene čestitke in le dobre želje ob tem vašem 26. občinskem prazniku in seveda tudi lepe želje. Vse, kar bom v nadaljevanju povedala, pa bom povedala v mojem in v njegovem imenu. S tem tudi midva kaževa, kako lepo se da sodelovati, če človek to želi in da pri sodelovanju ni nikoli nič v napoto. Ljudje imamo dovolj moči, da vse ovire lahko odstranimo. Kot smo že veliko slišali danes, torej taki prazniki, rojstni dnevi so priložnost, ko človek pogleda za nazaj, še bolj pa priložnost, da pogleda za naprej. In kot smo slišali, občina res niso samo tiste lepe ali nelepe ceste, lepe in nelepe zgradbe, lahko lepo pokošeni ali pa manj lepo pokošeni travniki. Občina, država, župnija, to smo in bomo vedno ostali ljudje. In če želimo imeti lepo prihodnost, potem se kot verni, ne glede na našo veroizpovedno pripadnost, moramo zavedati, kako resnične so tiste psalmistove besede, ki pravijo: če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Te besede, drage občanke in občani, naj vas ne odvračajo še zdaleč od dela. Gospod sam ne bo nič naredil. Gospod sam dela preko naših rok in to preko vseh rok. Ni tu nobene izjeme. Spodbujajo nas torej, da svoje delo opravljamo odgovorno, pošteno in s srcem. Hkrati pa nas opominjajo, da človek sam žal ne zmore vsega. Kadar svoje načrte, delo in prizadevanja izročamo v Božje roke, dobijo le ti trdnejši temelj in globlji smisel. S tem se strinjam tako jaz, kot vaš župnik Aljaž. Prav zato ob današnjem prazniku skupaj prosiva, naj tudi prihodnost vaše občine spremlja predvsem Božji blagoslov. Naj bodo vse odločitve modre, med ljudmi pa naj rastejo spoštovanje, medsebojno zaupanje in pripravljenost graditi skupno dobro. Naj vse vas, vaše družine, vodstvo občine, društva, gospodarstvenike, kmete, mlade in starejše, ter vse, ki s svojim delom soustvarjate življenje v tej občine, dobri Bog varuje, vodi in spremlja. Naj vam podarja zdravje, modrost, pogum in mir, da boste tudi v prihodnje znali ustvarjati tak kraj, v katerem boste lepo živeli in boste vsi srečni in veseli. Bog vas blagoslovi
in lepo praznovanje 26. občinskega praznika vam želim v imenu vseh evangeličanov in vseh katoličanov. Hvala. Naj bo blagoslov, ki smo ga danes prejeli, spremljevalec vseh naših poti, vseh odločitev in vseh prizadevanj za dobro naše občine. Prav pesem je tista, ki zna povezovati srca. Ne pozna let, ne pozna meja. Povezuje mlade in starejše, preteklost in prihodnost. Na oder zato vabim pevsko skupino Društva upokojencev Grad, ki nam bo s pesmijo polepšala današnjo slovesnost. Prosim. Tam, kjer se čuje pesem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Revna je in stara, Morda že prek 100 let, a meni je pa dražja kot celi svet. Oboki so ji nizki, samo je pokrita. V sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. a v mojem srcu vedno Tak jasno se veli, četudi je uboga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. v hišici tej tekel. Mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. V hišici tej tekel. Mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. Nekoč so krave bile pri vsaki hiši, čeprav se danes to prav čudno sliši. Bilo je mleka, sira in mesa, a danes le povsod televizija. Smo štale spremenili v dnevne sobe, da tam lahko se pasejo le nove. Je delo v hlevu težko kot hudir, v hladilniku pa najdeš zdenka sir. So kmetje
prišli skupaj tja do Bruslja. Saj nekaj se o Mercosurju šušlja. Še probali smo iti pred parlament, da bi bil premočen je ta šmer. Na njivi se nič ne okapa, je motika v penzijo šla. Zvečer najde stara se klapa, gostilni zdaj kmetje doma. Pa kaj imajo, ponujno vse prodajo, da za špricer dajo, ojojojojojoj. To pa kaj imajo, ponujno vse prodajo, da za špricer dajo, ojojojojojoj. Spoštovani, prihajamo do enega najslovesnejših trenutkov današnjega praznika. Do trenutka, ko se občina iskreno zahvali ljudem, ki so se svojim življenjem, delom in srčnostjo pustili neizbrisen pečat v naši skupnosti. Priznanja niso namenjena le dosežkom, so izraz spoštovanja, so izraz hvaležnosti. So sporočilo, da dobro delo nikoli ne ostane neopaženo. Vsak izmed letošnjih nagrajencev je na svoj način bogatil življenje naše občine. Nekdo s prostovoljnim delom, nekdo s skrbjo za kulturno dediščino, nekdo z razvojem športa, nekdo z delom za ljudi, nekdo s predanim opravljanjem svojega poklica, vsak pa z velikim srcem. Današnji nagrajenci so navdih vsem nam. Dokazujejo, da lahko vsak človek, ne glede na poklic, starost ali področje delovanja, s svojo predanostjo spreminja svet okoli sebe. Spoštovani nagrajenci, s svojim življenjem dokazujete, da največje sledi ne puščajo velike besede, ampak velika dejanja. Hvala, ker s svojo srčnostjo bogatite našo občino. Občinska priznanja bo podelila županja občine Grad, gospa Cvetka Fiscko, zato jo vabim na oder. Ob tem naj še povem, da je občinski svet občine Grad o letošnjih prejemnikih občinskih priznanj odločal na svoji 29. redni seji 18. junija 2026. Priznanje občine Grad prejmejo gospod Anton Kavar. Anton Kavar prejme priznanje občine Grad za dolgoletno vodenje Društva upokojencev Grad in prizadevno delo v gasilstvu v Radovcih. Priznanje prejme gospod Uroš Potočnik. Uroš Potočnik prejme priznanje občine Grad za vrhunske dosežke v vzdržljivostnem jahanju, promocijo občine Grad na državnem in mednarodnem nivoju ter prizadevanja za razvoj konjeništva in športnega udejstvovanja v občini. Priznanje prejme gostilna picerija Raj, gospa Lidija Rajsar Ferencek.
Gostilna pizzerija Raj prejme priznanje občine Grad za 60-letno neprekinjeno delovanje v lokalnem okolju ter pomemben prispevek k družbenemu, kulinaričnemu in turističnemu življenju kraja ter za ohranjanje lokalne kulinarične dediščine in promocijo tradicionalnih jedi. Priznanje občine Grad prejme gospod Marjan Žohar. Marjan Žohar prejme priznanje občine Grad za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva v vasi Dolnji Slaveči. Priznanje občine Grad prejme gospod Denis Šeruga. Denis Šeruga prejme priznanje občine Grad za dosežene odlične športne rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih, za predano delo, vztrajnost ter za prispevek k razvoju športne kulture med mladimi. Naslednja občinska priznanja prejmejo prav tako člani Šokaten klub Kuzma za predano delo, vztrajnost ter za prispevek k razvoju športne kulture med mladimi za odlične rezultate Renej Fujs, Rijan Fujs, Jaka Šeruga, Luka Šeruga, Paulina Murzina in Hana Kornik. Sledi podelitev plaket občine Grad. Plaketo občine Grad prejme gospa Nataša Kreft. Plaketo občine Grad prejme gospa Nataša Kreft za prizadevno delo na socialno-humanitarnem in družbenem področju in za prejem zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ob današnji priliki pa ji še čestitamo za njen rojstni dan. Plaketo občine Grad prejme gospod Robert Kuzmič. Robert Kuzmič prejme plaketo občine Grad kot zahvala za prizadevno delo v PGD Motovilci in pri razvoju vasi Motovilci ter spodbuda za nadaljnje aktivnosti. Plaketo občine Grad prejme gospod Janko Rožman.
Janko Rožman prejme plaketo občine Grad za izjemen prispevek k razvoju športa, vzgoji mladih generacij ter dolgoletno predano delo na področju šolske, rekreativne in čebelarske dejavnosti v občini Grad. Plaketo občine Grad prejme gospod Franc Solar. Franc Solar prejme plaketo občine Grad za aktivno in predano delo v lokalni skupnosti ter za požrtvovalno delo na področju lovstva. Spoštovani, draga županja, občinski svet, vsi izbrani, cenjeni visoki gostje. V imenu letošnjih nagrajencev se vam iskreno zahvaljujem za izkazano čast, ki vsekakor pomeni, da delo posameznika je prepoznano tudi v lokalni skupnosti, nikakor pa ni to delo enega samega človeka, ampak vseh vas, ki nas tudi obkrožate, nam stojite ob strani in vsakodnevno spremljate naše uspehe. Opazili smo, da se uspeh gradi že v otroštvu, zato tudi veliko pozornost namenimo našim najmlajšim in jih spodbujamo na vsakem koraku, da bodo nekoč ponosno stali na odru naše občine. Iskrene čestitke tudi občini za častitljivih 26 let, kar je že kar nekaj čez polnoletnost. Lepo se imejte na Dolnjih Slavečih. Spoštovani zbrani, ko sem delal na šoli, moram imeti tudi malo šnilca, torej, da si nekaj pomagam. In imam neko misel, oziroma en taki citat, ki me spremlja že nekaj časa in imam ga tudi skoraj kot eno življenjsko napotilo. In pravi naslednje: življenje nam namenja različne poti. Izbrati tisto, ki ti prinaša zadovoljstvo in uspehe, in da tudi ostane nekaj zanamcem tistega, kar so mi storili, je to pravi čudež ali pa pravo doživetje in dosežek. K temu bi želel dodati naslednje, ker sem najstarejši, verjetno je tisti, ki je predlagal to priznanje, in tisti, ki ste ga sprejeli, ste najbrž morali iti kar nekaj stoletij nazaj, prejšnjo stoletje, tisočletje nazaj, v leto 1967, ko se nas je na osnovni šoli Grad, Stara Graščina, zbralo tako po nekem septembrskem dnevu, kot začne pač pouk, mladi učitelji, polni energije, popoldan so imeli fraj, dopoldan so imeli pouk, popoldan bi ne pisali priprave, ampak to je včasih šlo malo mimo. Gostilne so bile, denarja ni bilo, no pa za dekleta se pa glih nismo ravno zanimali še takrat, ne. In takrat je ta naša skupina 3 učiteljev, 4 pa nekaj mladincev pri Gornjem Gradu ustanovilo nogometni klub Grad. Menda drugi klub, prvi so bili šalovski, če se kaj kje zmotim, me potem lahko tudi popravite. Ampak zanimivo je to bilo. Pri Žagi je bilo igrišče podobno, ne podobno temu. In bi zdaj rabili tiste motike, kot so jih mladinke pele, kako prav bi prišle motike, in smo tudi imeli, ko smo ravnali tisto igrišče in delali vse mogoče, kar je bilo. Ampak zanimivo, ne? To je bilo last posestva in je trebalo iti v Rakiča na posestvo k direktorju prositi za uporabo. 99 let, menda so rekli, ne. In ko pridemo seveda v Rakičan, vsi takole malo bolj prestrašeni, ne, pride direktor, zdravo dečki, kako in kaj, pa v redu, to. In bi nogomet, ja pa vi, lepo bi, pa tak dalje, mladi smo, bi nekaj, ne. In pravi, pa dobro, pa damo tisti 40-50 metrov, koliko je treba za nam mali nogomet, kak je igrišče veliko. Mi malo čudno gledamo, pa on vidi, to nekaj ni v redu. Kaj pa je narobe? Ja, direktor, mi bi veliki nogomet špilali. Ja, kdo da vam pa labdo brzo gor breki, je rekel, ne. Ampak na koncu smo dobili potem tudi tisto igrišče pri Žagi. Je pa druga zgodba,
tam 7., 8. razred, leta 70, se je zgodil en taki športni čudež, rokometni klub Grad, ženski rokometni klub. A se kaj spomnite, vi starejši? Tisti, ki ste hodili k maši, sveti maši v Prgo, in ko je bila tekma pri Gornjem Gradu, niso šli v Oštarijo, nego so šli gledati dekleta na rokometno tekmo. Je pa zanimivo to, ne, da smo igrali na Ilovici, župan je še zdaj Ilovica, ne? Torej tudi takrat ni bilo, to je bilo leta 1970, ni bilo asfalta. Zanimivo pa to, da smo igrali na Ilovici, na blatu, in smo bili v Pomurski ligi, prva 4 kola smo izgubili in smo dobili samo en gol preveč, na vsaki tekmi torej smo imeli 4 gole minusa. Pa pomembno tudi to, da smo pa bili na Rokometni zvezi Slovenije zavedeni kot rokometni klub Grad. Verjetno edini takrat v Sloveniji, ki je igral v teh zgodbi. Pa še malo skočimo zdaj na teke, na atletiko. Že leta 8, tam nekje 70, 68 smo imeli prvi tek na Grad, Kros. Šole, Kuzma, Grad, Rogaševci in Cankova smo se povezovali v športu. Moški dečki so špilali malo hokej na travi, pa nogomet in rokomet, dekleta rokomet. In smo pripravili prvi tek, prvi kros, gorički kros pri Gradu. To je bil začetek. No, potem pa, čez nekaj časa je bil tek na Grad, tam imam en podatek in tudi danes tudi fotografijo s sabo, leto 84. Če pogledamo črno-belo fotografijo, poleg cerkvi veliko starejših možakarjev in babic in mam, ki so navijale za prvi tek na Grad. Pa na koncu je ta tek na Grad postal tudi v programu Atletske zveze Slovenije in kot prvi gorski tek. Malo zdaj seveda, malo podaljšam to ljubo zgodbo, ampak lepo je, da ob teh trenutkih povemo tudi še kaj drugega. Pa dajmo še eno, malo za kapico na glavo. Poznamo zgodbo občine Kuzma, Grad, ne. In kot je županja omenila leta 96, 98, ko se stopa nekaj občin lahko ponovno osamosvojilo, je bilo tudi nekaj nas, torej povezujem šport in politiko. Ne, gospa poslanka. Tako, in v Ormožu je bil župan in poslanec, rokometni delavec seveda, in je bil da predsednik te komisije, ko so se občine lahko razdvojile, ki so imele imeti svoje pogoje, ne? Šola, trgovine, zdravstveni dom. In takrat seveda, jaz sem bil z njim na bojnem polju, pri rokometu, oba rokometaša, in skregana skoraj do nebes, ali pa še malo dalje, ne. No, ampak po prijateljski liniji pa seveda, no, ko smo mi delegacija, Elica, Marjan, pa Matija Žižek, častni občan, in jaz prišli v Ormož, predstavili naše zgodbe in verjetno tudi to nekaj doprineslo k tisti lepi zgodbi, pestri zgodbi, da se je občina Grad postavila na lastne noge. Ne. Pa to bi bilo zaenkrat vse, samo še to, ta lepi citat pa je 5 let star, zdaj skoraj bi imel rojstni dan in spodaj je podpisana Ficko Cvetka. To je bil en dogodek, ko sem dobil neko malo večje priznanje in Hvala vsem za povedano. Danes nas posebej razveseljuje, da lahko med nami pozdravimo mlade, ki so s svojim delom, vztrajnostjo in uspehi presegli pričakovanja ter postali ponos svojih družin, šol in naše občine. Dosegli so odlične rezultate na državnih tekmovanjih, kulturnem, športnem in raziskovalnem področju ter s svojim znanjem ponesli ime občine Grad daleč preko naših meja. Dragi učenci in dijaki, naj vam današnje priznanje ne bo cilj, ampak spodbuda. Ohranite radovednost, ostanite pogumni, verjemite vase. Predvsem pa nikoli ne pozabite ostati dobri ljudje. Znanje človeka bogati, dobrota pa ga naredi velikega. V preteklem šolskem letu so bili na predmetni stopnji najuspešnejši naslednji učenci. Prosim, da se mi na odru pridružijo. Viktorija Časar,
Vid Frumen, Neli Horvat, Paulina Murzina, Izabela Kosednar, Zala Kreft, Alvard Fartek, Žan Kular. Pa še učenci, ki imajo priznanja in še zraven, da so bili 9 let odlični v osnovni šoli. Dora Januš, Gaja Gomboc, Mojca Klement, Adrian Grah, Rok Banfi in Timotej Krpič. Sedaj pa še sledi uspešni dijaki, ki so prisotni, torej Zoja Kreft, Maja Wolf, Polona Lovenjak Kokol, Zala Gergek. Življenje nam vedno znova podarja najlepše darove. Največji med njimi je otroški smeh. Vsak novorojenček prinese v družino novo upanje, novo ljubezen in nov začetek. Tako je vsak otrok razlog, da v skupnosti z zaupanjem zremo naprej. Je prihodnost naše občine. V letu 2025 je v naši občini na svet prijokalo 16 otrok. Županja občine Grad bo v znak pozornosti in iskrenih želja mamicam podarila simbolično darilo. Prijazno vabim vse mamice, ki ste danes z nami, da se nam pridružite. Evelin Jezeršek, Nataša Celec, Tajda Rajnar, Andreja Horvat, Antonija Recek, Ana Pene, Nina Andrejek Bukovec, Nina Žlebič, Adriana Zrim, Jožica Hül, Tjaša Horvat, Karmen Kovač, Manuela Kočar, Roksana Grah, Patricija Celec in Mojca Mesarič.
Spoštovani, dom ni zgolj hiša, dom so ljudje, dom so spomini. Dom je občutek, da nekam pripadamo. In prav zaradi ljudi naš kraj ostaja živ, srčen in domač. Sedaj nas bo s svojo glasbo popeljal v svet lepih melodij domači, večkrat tudi mednarodno nagrajeni glasbenik Taji Šantavec. Izvoli. Praznik občine je tudi priložnost, da svoje misli in dobre želje z nami delijo prijatelji naše občine. Zato sedaj prijazno vabim vse povabljene goste, da nam namenijo nekaj besed ob praznovanju 26. občinskega praznika. Prosim. Spoštovana županja, gospa Cvetka, spoštovana poslanka, gospa Katičeva, spoštovani gospa duhovnica, sotrpini, župani, županje, občinski svet, predvsem pa občani in občanke občine, grad, vsem skupaj in res lepo zdrav ob 26. občinskem prazniku. 26 let, toliko lepih stvari smo danes slišali, pa je res, moram nekaj povedati, lepše države na svetu ni kot je Slovenija. Lepše, kako mi v Sloveniji živimo nikjer. Najlepše živimo mi v Pomurju. Vendar, moram istočasno takoj poudariti, da smo danes pred velikimi izzivi in moramo biti pošteni, tudi nerealnimi pričakovanji. Zato poslanka je povedala, da se nam število otrok in prebivalstva povečuje. Nažalost moram demantirati. Mi imamo v Pomurju največjo težavo, demografijo, vedno manj nas je in se bojim, mora biti človek do človeka. Spoštovanje,
vrednote, ampak kljub temu, pri vseh teh zadevah ne pozabimo nekaj. Delo mora biti vrednota. Dokler delo ne bo vrednota, se mi težko pogovarjamo o pravični družbi. Lokalne skupnosti, take kak smo mi, verjamte, zakonodaja nam vedno nalaga samo več in več. Naš dohodek je vrisa povprečnina, da ne bom rekel za primarno porabo. Vsi imajo občutek, da je Prekmurje samo ravnica. Ne, imamo kar precej zelo težkih bregov, neprehodnih zadev in se bojim, da dolgotrajna oskrba, pomoč na domu, vprašanje, kako bo v prihodnosti. Jaz sem najbolj žalosten, ker se bojim, kaj delamo za lepo Slovenije. Jaz poznam samo dobre in slabe ljudi. Ne glede na veroizpoved, ne glede na raso, ne glede na jezik, bi morali biti pred zakonom vsi enaki. Zakonodajo imamo, ampak to je mrtva črka na papirju velikokrat. Zato se res, moji prijateljci, župani Cvetki, jaz sem samo 8 let župan. Ona je 13 let bila, 26 let obstaja občina, grad. Spoštovane gospe in gospodje, če bi samo kopijo 26 let nazaj naredili, pa danes bi se morali vprašati, ali je to res. Je res. Ampak to je zasluga vseh vas občanov in občank občine grad, ki trdo delate, trdo se trudite, greste s trebuhom za kruhom v Avstrijo, prinesete marsikateri dinar in se bojim, tudi v Avstriji ni več tisto, kar je bilo. Mi imamo danes ogromno ljudi, ki dela v Avstriji, so pridni, imajo hiše, imajo avtomobile, pridejo do kreditov polno in lahko ponudimo delo. Ne moramo. Grad na Goričkem, največji grad v Sloveniji, 365 sob. Vidim, da tu je gospa Stanka Dešnik tu. Ta grad nam mora biti ponos, ampak ta grad nam mora tudi nekaj nositi. Mi, krajinski park Goričko, ne pomeni, da bomo morali čuvati samo naravo. Se strinjam, habitate moramo imeti, ampak bomo morali za to tudi dobiti neki feedback, ker drugače vsi govorimo zelena Evropa, ozelenitve. Mi imamo največji težavo, da imamo vse zaraščeno. Mi potrebujemo druge zadeve. Gospoda Hovnica se mi smeje, to je res, ona to dobro ve isto kot jaz. Zato se jaz pač na koncu mi dovolite, da sem si dovolil prinesti moji sotrpinki. Cvetka, bodi ponosna, kaj si naredila. Hodi z dvignjeno glavo, ne glede kam bo šla. Vsi nikoli ne bodo zadovoljni. Tisti, ki pa vidijo in opazujejo, pa vejo, kako si se batrala, ker vsi samo mislijo, da je samo omnevno. Poslanka je tudi povedala, krediti, država nekaj da. Da. Ampak koliko da, tudi vzame. Tako da, vsi župani in županje, moram povedati takole, tudi jaz verjetno končujem moj mandat, pa sem drugi mandat. Z ponosom, zato ker lahko vsakemu pogledam v glavo, ampak moj moto je vedno bilo, da moramo delo nagraditi, ne delo pa v bistvu si mora tudi hrano zaslužiti. Zato Cvetka, v imenu predvsem mene in vseh mojih prijateljev, županov Goričkega, jaz pričakujem, da je še tudi na Goričkem v klubu županov, katerega je ustanovil poslanec Damjan Bezjak Zrim, kateremu prineste lepe pozdrave. Tudi nismo se pozabili na njega, verjetno vas je tudi pooblastil, da ste ga 3-krat omenili v govoru. Tako da 2-krat se opravičujem. Cvetka je skromni šopek, naj te bo v spomin, pa zahvala za vse tvoje modre besede, za vse zadeve, ki so nam pomagala. Vstopila si danes tudi že par dni nazaj v moj klub, to se pravi Društvo upokojencev, in ti želim, da uživaš naprej. Pevci upokojencev so zapeli zelo zanimivo pesem. Vsi smo se malo posmehovali, ampak v tej pesmi je vse resnica. Tako da si malo vzamemo tudi to v obzir. Želim vam pa
Postanimo prijatelji, spoštujmo drug drugega. Človek za življenje rabi zelo malo. Rabi samo neko prijateljstvo. Vidim, da Vošte jezdo gleda že, ne? Vidim, da je postala tudi zelo ljubiteljica starodobnih vozil, tako da ti želim, da se s tem tvojim prečudovitim Mercedesom še naprej pelješ in če boš hodila kaj po Cankovi, pri meni je vedno dobrodošla. Hvala lepa, lepo praznovanje vsem nagrajencem, še enkrat čestitke, pa vse dobro. Spoštovani kolegi, hvala lepa za prijetno presenečenje. Bilo je lepo sodelovati z vami, si izmenjavati izkušnje, predvsem te, kdo si čist nekje na začetku, pa niti zelo malo znaš, kako se okoli tebe dogaja. Ampak mi smo vedno sodelovali v Kiper, smo sodelovali, smo se srečavali, izmenjavali izkušnje. Vsem, ki boste nadaljevali to po eni strani lepo, pa težko zaposlitev, želim puno uspehov, dobrih projektov, predvsem pa to, ko se med seboj spoštujete, ko en drugega čujemo, ko se pozdravimo, kdo se srečamo in ko ostanemo zdravi, tudi v penziji, ne Danilo. Hvala vam. En lep pozdrav tudi v imenu Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev. Nekako sem pravo, ka Kacijan dosta goči moj župan, ka mu ge zduže, ampak mislim, ka mu ge krajše gučo, kak je on. V glavnem nekako čestitke Cvetki občini, občinski uprave za 26. občinski praznik. Dejansko mi upokojenci kot takšni skrbimo za to, da uživamo sadove minulega dela, skrbimo za to, da smo pravzaprav nekako tudi prisotni v pomurskem prostoru. Pokrajinska zveza skrbi za to, da je 37 društev upokojencev z levega in desnega brega Mure med sabo povezani, da se nas združuje 11.000 članov od 40.000, koliko nas je v upokojencev. To pravzaprav kaže tudi glede na demografijo, ne? Da če nas je 113.000 v Pomurju, pa 40.000 upokojencev, mladih pa recimo na letni ravni 17.000, nekako bo se potrebalo potruditi. Mi sicer več ne, ampak nekdo bi pa vseeno nekako delal na tem. V glavnem, nekako se jaz zahvaljujem tudi Mihaeli, ko me je izvala. 10 scenarijev, 10 govorov sem imel v tem času, sem se pripravljal, zdaj govorim 11. V glavnem, na nek način me pravzaprav zelo veseli in to ugotavljam na vseh proslavah, kjer sem, da so pravzaprav v vse proslave vpeti tisti najmlajši, res najmlajši, pa do tistih vseh nas veteranov kot takšnih. Naj nam bo, oziroma starejših, naj nam bo zmes tudi v politiki oproščeno, da z svojimi izkušnjami včasih radi zasoliramo, radi povemo, te stvari se pa tako ne delajo, te stvari bi pa bilo potrebno na nek način drugače zastaviti. Je pa dejstvo, jaz dosti poslušam moje upokojenke, upokojence, ko se sprašujejo v skrbi za mladino, kako bodo ti mladi preživeli, na kakšen način bodo živeli. In jaz se dam vedno, se pravi, obrnite malo svoje razmišljanje. Te mladi so v tem sistemu zrasli, oni se bodo znašli. Mi smo tisti kot starejši, ki smo počasnejši, ki pravzaprav na nek način v hitrosti, digitalni hitrosti tega sistema rahlo zaostajamo. Zato mi tudi skrbimo za to, da se upokojenci oziroma starejši izobražujejo in na nek način želimo držati tisti, kot so vedno pravili, ko smo upokojenci pol koraka za časom. Želimo držati tega pol koraka z izobraževanjem z temi stvarmi, želimo pravzaprav ne zaostati cel korak. Hvala lepa in pa srečno. Preden sklenemo današnjo slovesnost,
Nas bodo še enkrat razveselili naši domači harmonikarji Vito, Julija in Klaudija. Naj nas zvok harmonike poveže v skupno veselje in hvaležnost. Spoštovane občanke in občani, dragi prijatelji, malo je že dolgo, ne, da nas je vroče. Današnji praznik nas je ponovno spomnil, da največjih zgodb ne piše posameznik, temveč skupnost. Skupnost ljudi, ki zna stopiti skupaj, ki zna prisluhniti, ki zna pomagati, ki zna biti hvaležna. Občina Grad ni velika po številu prebivalcev, velika je pa po srčnosti svojih ljudi, po prostovoljstvu, po medsebojni povezanosti, po vrednotah, ki jih prenašamo iz roda v rod. In po ljudeh, ki verjamejo, da je dobro vedno vredno storiti. Naj nas današnji praznik navdihne, da bomo tudi jutri znali odpreti srce drug drugemu. Da bomo skupaj iskali rešitve, se spoštovali in se veselili uspehov drug drugega. Iz srca hvala letošnjim nagrajencem. Hvala vsem društvom, prostovoljcem, podjetnikom, kmetom, zaposlenim v javnih zavodih, obrtnikom, športnikom, kulturnikom in vsem občankam ter občanom, ki vsak dan soustvarjate življenje naše občine. Posebna zahvala letošnjim gostiteljem, vaščanom Dolnji Slaveč, za ves trud, srčnost in gostoljubje pri pripravi današnjega praznovanja. Dragi prijatelji, naj bo 26. občinski praznik občine Grad praznik hvaležnosti, povezanosti in novih začetkov. Prijazno vas vabim na skupno druženje ob pogostitvi, ki jo pripravlja občina Grad, nato pa vabljeni, da veselo nadaljujemo praznovanje ob zvokih skupine Firbci. Današnjo slovesnost so posebno tudi podprli tako sponzorji občina Grad, Mlinopek, Dan Küchen Murska Sobota, Debok, Štručka, Sarjov Beti institut, Pomgrad, Stavbno tesarstvo Albert Fartek, Kmetija Gider Šinko, Porplac Boštjan Potočnik, Vino Marič Alojs, Cvetličarstvo Olivina, Elektros Rim, Predelava sadja Gergek, Okrepčevalnica Rak. Iskrena hvala vsem in srečno, vse dobro.